Dober dan in zelo lepo pozdravljeni v drugi epizodi Zelo dobro. Kar nekaj se vas je odzvalo na prejšnji video in toliko smo veseli vsakega vašega odziva. Ampak za danes si bom zbral kar tale komentar. Torej, kakšno izobrazbo rabiš, da delaš v živalskem vrtu? Ja, odvisno, kaj hočeš delati. Ampak kako pa veš, kaj hočeš delati v živalskem vrtu? Ja, poznati moraš poklice. In kako veš, kateri poklici so? Ajde, pred z mano, ti bom jaz pripravljam. Verjetno prvi poklic, ki nam pade na pamet, ko omenimo živalski vrt, je vodovodar, ki poskrbi, da voda iz centralnega omrežja pride noter v bazen morskih levov. Točno to! In prva stvar, kar rabite vedeti o vodovodu, je pravilno enakomernega to. Se zahecam. Itak, prvi poklic, ki nam pade na pamet, ko rečemo živalski vrt, je oskrbnik živali. Tisti na prvi fronti stika z njimi. Jaz sem si v bistvu že kot majhna deklica želela delati v živalskem vrtu, tako da nekako je potem vse in šola, izobraževanje je naneslo potem v to smer. Se mi zdi, da je še vedno neka želja iz otroštva delati z živalmi, spoznati njihovo to raznolikost, jih od blizu videti. Verjetno v predstavah ljudi eden najbolj olepšenih poklicev sploh. Veliko ljudi si predstavlja, da so skrbniki nekakšni šepetalci živalim, katerih edina skrb je, da se duhovno povežejo z njo. No, saj en del tega je res, ampak to pride v paketu z ogromno drugimi stvarmi. V bistvu so vedno ful navdušeni, vedno so mnenja, da je to sanjska služba. Tako v bistvu najprej reče, kako lušten, zelo fajn in da bi tudi takoj zamenil, no. Mogoče ta, da je skrbnik samo tle človek, ki se z njimi boža, pa zabava, pa ima fino, pač pozabi, da skrbniško delo pomeni, da pač smo tukaj tudi po 12 ur. V vseh letnih časih delaš zunaj in je lahko, ne vem, -15 stopinj ali pa +35. Je tudi nevarno delo to, sploh recimo pri kakšnih lovih. Zmotno je tudi to, da naše živali jejo smoki pa čips, bom kar povedal, zato ker na žalost še vedno kakšni obiskovalci pač radi hranijo naše živali s svojo hrano. S tem ne naredijo nič dobrega, kvečjemu slabo. Oskrbniki se v grobem delijo na 5 glavnih skupin. To so parklari, ptiči, hrib, vivari in nočni. Evo en posnetek nočnih še. Skupine med seboj sodelujejo, se izmenjujejo in si priskočijo na pomoč. Večina oskrbnikov je že delala na vseh skupinah, tako da poznajo procese in izzive pri vsaki živali. Najlepši spomini so še vedno od samega začetka, ko sem prišel v živalski vrt. Seveda so pa lepi spomini na vsako novo rojstvo živali, pa na nove prišleke, nove živalske vrste. Ogromno lepih trenutkov, so pa tudi pač včasih tudi pride do žalostnih trenutkov, recimo žival pogine ali pa je pač potrebno uspavati, ker seveda se tudi navežeš na to žival, ker recimo lahko skrbiš kar neki let za njo in jo poznaš. Najtežji spomini bojo vedno mogoče živali, ki odidejo, ali je to pač smrt ali pa grejo v druge živalske vrtove. Sploh na tiste živali, ki se navežem, vedno se navežeš na nekoga, čeprav mogoče se ne bi hotel. Tle lahko mogoče spostavim Meto pa Jakata, naša dva medveda. Za delo skrbnika potrebuješ vsaj srednjo šolo in pa priporočljivo je študij nekje naravoslovne smeri, torej biologija, zoologija, veterina, vse veste kam, pes taco moli. Bi rekla, iz srcem in iz dušo, moraš pač upravljati to službo. Še vedno mora biti vsako skrbnik v osnovi nek ljubitelj živali, da se zanima za njihovo biologijo, njihov obstoj, da pozna, da je živalska vrsta danes ogrožena, pa zakaj je ogrožena, pa da mogoče pozna to bistvo, zakaj živalski vrtovi obstajamo. Zabavne so vedno surikate najbolj, pri njih se zmeraj kaj dogaja, niso primer skoraj nikoli. Šimpanz, definitivno šimpanz, najbolj zabavna žival. Zaradi njihove pameti, iznajdljivosti so zabavni, ker te preskušajo eni mali otroci. Ostale poklice v živalskem vrtu bomo predelali v drugem delu. To je to. Zelo dobro drugič. Adijo.